da naredim požirek pristne kave iz avtomata. Odlično. Je, Super. je za nič. Kaj boš za ASMR, kaj že ono, začel delati? Čakaj, to je še ta. Ti ne. To moš lepo delati. Ni poanta v tem, da je glasno. Sorry, kaj ne slišim. Pa sem žrubo dal, čakaj. Bom se spomnil. Ja, ne bo erotično, ne bo. Ja, pa ni fora ASMR, da je erotično, Rok. Mislim, če poslušaš kot outsider, je fejst erotičen. Ne, se spomniš v srednji šoli, ko sem včasih bil fontana? Se spomniš? Ne. No, bom Ne zdaj še spomnim enkrat, se. čakaj. Ja, katastrofa. Super, bravo. To noben drug ne zna kot ti. Pač sem fontana. Znači, Rok, gremo get to the point, ne? Daj mi ti povej, zakaj meditiraš, človek? Aha, kdo ti pa povedal, da meditiram? Pa če se pripravim na podcast, ne? Zapiski pa to. Aha. Se pogovarjaš z drugimi, analiziraš, raziskuješ in tako naprej. Ne, samo berem zapiske, priprave na podcast. Aha, ok. Nič druga ne narediš, samo to. Zakaj meditiram? Ne, daj mi ti povej, kaj ti misliš o meditaciji, preden ti jaz povem, kaj o meditaciji. A imaš kak predsodek? Veš, najlažje pa odgovoriti na vprašanje z vprašanjem, ne? Ja, res je. To je pa najlažje. Kak imam predsodek? Mislim, pa ja, tako si mislim, meditacija, ne? To je tako za pusije, ne? Tako nekaj. Za take hipije pa to, ne? Ja, pač zdaj bi si neki meditirali, pa kao... Sej, jaz zdaj, vidiš, ko imam zdaj to čupo, pa to, pa zaraščen cel, sem ko en tak hipi, nisem. Si, ja. Mislim, lahko bi se tudi obril, a ne? Lahko bi se. A za snemanje? Ja. Se naj noben ne vidi. Mislim, ne za snemanje, za fotko, vsaj. Aha, za fotko. V glavnem, zakaj meditiram, da ti resno odgovorim. Veliko ljudi, tako ko poslušam kakšne podcaste ali pa kakšne knjige berem, zelo veliko ljudi, ki so fokusirani na nekaj zelo intenzivno, hkrati tudi meditirajo in vsi ful priporočajo to. Jaz sem vedno mislil, da je meditacija pravzaprav sam nek tak, veš, pa da se umiriš pa tako, ne. Ampak je tak, jaz izvajam, se pravi, meditacija je precej vrstne. Te, ki je danes tako popularna, se je reče mindfulness, ne. V bistvu čuječnost po slovensko, sicer to je ful bedast slab prevod, ampak poanta je predvsem v tem, da ne bi se fokusiral na zdaj, ne? Ker mi ves čas živimo v preteklosti ali pa prihodnosti, ali razmišljaš, kaj še moraš narediti, ne? Ali pa razmišljaš, kaj si naredil. Redko kdaj smo kot ljudje zares prisotni v trenutku, ne? In to je zdaj moja lastna razlaga, ampak to ti sproža neko napetost v tebi noter. Dejansko stvari zelo ne moreš jih postaviti v nek prav zdrav kontekst, kako bi rekel. Z tega, ker je vedno si v tej stiski med tistim, ki bi rad bil in tistim, ki si bil. No, ne vem, zdaj ful bolj šitam. No. Pač ne znaš pa biti zdaj, ne? Tukaj in zdaj. Ja, mislim, če tako pogledaš, kaj se vem, živali, ne? Živali nimajo nobene težave z biti tu in zdaj, zato ker nimajo nobene, najbrž sicer itak ne vemo, kaj razmišljam, ampak tako navzven, kaj lahko opaziš pri živalih, tudi tistih, ki so bolj razvite, je, da se večinoma ukvarja samo z tem danim trenutkom, ne. Zelo malo se ukvarja z, ne vem, kaj so včeraj počeli, ne. Ja, ampak... In se mi zdi, da z inteligenco nekaj tega zgubiš in s tem zgubiš mogoče eno perspektivo glede sebe, glede težav, ki jih imaš v življenju in tako naprej, ker si vedno povezan z internetom. Ja. Zakaj me Jasmina kliče? Mogoče pa nekaj s podcastom je dobro.
Če vam je všeč najin podcast in najine debate, vas vabimo, da mogoče na kak način prispevate. Da mogoče donirate kakšen majhen znesek, da bi si lahko privoščila kakšno boljšo snemalno opremo, boljše pogoje. Slabši snemalni pogoji drugače pomenijo tudi več dela v postprodukciji, kar je glavni problem, zakaj podcast izhaja tako poredko. Mogoče se je kdaj recimo zgodilo, da se je kak zanimiv del podcasta mogel izrezati samo zaradi kvalitete zvoka. No, vi lahko seveda pomagate pri tem. Kako? Tako, da greste na našo spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam je par različnih načinov, kako lahko donirate sredstva za izboljšanje tega podcasta, recimo s PayPal nakazilom ali pa s kriptovalutami. Vsekakor nikogar ne pričakuje v donacije, bova pa zagotovo vesela vsakega manjšega prispevka ali pa večjega, tako da če imate slučajno čas, voljo in sredstva, vas vabimo, da greste na spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam poiščete način za donacijo, ki vam najbolj odgovarja. Se pravi, synapsapodcast.com/podpora. Ok, zdaj pa nazaj k podcastu. V glavnem zdaj dela, no? Zdaj pa lahko nadaljujemo. Se upravičujem, Rok je za ribu, oziroma tehnik je za ribu. Mi dva imamo itak najete ljudi, ki to delajo in zdaj ta oseba je že odpuščena in smo novo najeli. Tako, mislim, najeli ali jo najemamo? Najemamo in odjemamo. To je ono odjemna podjemna. Odjemna pa podjemna. Okay. Glavnem, kje smo ostali? Bom jaz, Rok, ker sem si zapisal pa zapomnil. V glavnem pač čuječnost tukaj in zdaj, ne? Rekel si, da je problem v tem, da razmišljamo skozi preteklosti v prihodnosti. Škaj, ful sem slabo razložil dejansko, če sem čisto iskren. Vsakič, ko probam to razložiti, sploh mi ne rata. Tako da edino, kar bi rekel, kar se tiče meditacije, sem to bom rekel, da ti da eno kontrolo nad seboj dobiš s tem, ko meditiraš. Ljudje mislijo, da je meditacija fora v tem, da se ti usedeš in se umirjaš, ampak fora meditacije je samo v tem, da ponavljaš to isto vajo, ne? Recimo čuječnosti, da se recimo fokusiraš na dihanje ali na nekaj, kar zunaj vidi skozi okno ali na nek zvok, karkoli. In je v bistvu vaja ne v tem enem dejanju fokusiranja, ampak je vaja v tem, da navajaš možgane, misli, da se znajo fokusirati, če me razumeš. Ker drugače misli, se veš, kakšne z mislimi, ne? Vedno ti nekak švigajo, nimaš nadzora na tem, kdaj se boš spomnil na tisti pogovor, ki ti gre na živce že od srednje šole dalje, ki si se z nekom nekaj skregal in se vsake par mesecev isti spomin vrne nazaj, nimaš nadzora na tem, ne? In isto glede prihodnosti in glede tega, ali se sekiraš, kakšen dan boš imel ali ne. In ti v bistvu ta čuječnost ti da to možnost, da si bolj prisoten v trenutku in se sam odločiš, kdaj boš o čem razmišljal, kdaj ne. Tako nekako, no. Tako da mene kot robota to zanima. Kot robota. Kot človeka pa ne? Ali? Ne. Imam ene par pod vprašanj oziroma istočnic za nadaljevanje debate. Prej si rekel, ne, da živali nimajo tega problema, ne? In da z inteligenco zgubljamo to, ne? Se pravi, da hočeš v bistvu reči, da se pravi, smo bolj pametni, oziroma da tukaj ne bolj pametni, hočem reči, tukaj in zdaj se dejansko treba pogovarjati o naših trenutnih oziroma osnovnih potrebah. S tem mislim na hranjenje, spanje, na izločanje in tako naprej, ne? Ne razumem, kaj hočeš povedati. Ne, hočemo vprašati, ne, živali, ne, dejansko so tukaj in zdaj, ker se itak ravnajo po nagonu in ne vem, zdajle sem lačna, ne, mačka, grem mišo lovit, pol me pritisnilo srat, grem srat in se sam
ukvarjam s tistimi stvarmi. Mislim, da se ozira se na ono moje ta neumno razlago. Tako da dej tisto maj pozab, ker sem slabo razložil. V glavnem, bolj me je to v mislih, veš, če te nekdo razjezi, kot včasih kdo razjezi, ti recimo to dobro poznaš, ti pa te tvoje ribje kosti. Če te nekdo razjezi, si ti lahko jezen 3 dni zaradi tega, lahko si jezen 3 ure, lahko si pa jezen 3 sekunde in potem nehaš biti jezen. To je ta razlika, ki ti je mogoče, ker gre za nič druga, pri tej vrsti meditacije ne gre za nič druga, kot samo za vajo v koncentraciji. V bistvu. Razumem. Ampak v bistvu ti se hočeš pol dejansko strenirati, da bi bil čim manj časa jezen, če smo zdaj v tem kontekstu. Ne, mislim, ne nujno jezen, ampak samo, rečemo, že samo, ne vem, pač opažam pozitivne spremembe v svojem življenju, odkar sem začel bolj intenzivno meditirati. No. Sicer imam vmes obdobje, ne vem, 3 tedne ne, ampak drugače pa načeloma vsak dan zjutraj meditiram, ko prijem v pisarno. In to je taka kratka 10-minutna meditacija. Ne. Ampak po pol leta, enem letu rednega dela na tem, opažam, da se mi koncentracija povečuje. Ne v smislu, zdaj pa dlje časa sedim za računalnikom, ampak samo, da imam večji nadzor nad seboj v bistvu. Pa spet, nadzor je taka slaba beseda, ker zveni, kot da jaz bi želel izločiti čustva iz enačbe in tako naprej. Ne govorim o tem. V bistvu gre samo za to, da pač nisi tako predan nekim impulzom. Ne vem, težko razložimo. Ker pač, če si govoril o jezi, ne? Se vem, da ni samo jezi, ampak pač rad se pogovarjam konkretno. Tako da mi še rekel, pa ni jeza, pa je, pa ni. Ker mene pa dejansko znajo kakšne stvari tako žret, veš, dlje cajta, ne? Ne morem just let go, ne? Pa take malenkosti. Malenkosti, To je najbolj večja fora, ne? Ker se to, glede te meditacije, se to mi že Zajce rekel, da on isto to prakticira že en čas in iz tega vidika, ne? Jaz sem bolj tako rekel na začetku, pač kako imam mnenje o meditaciji, zaradi tega, ker imam bolj občutek, da je tako en trend zdaj to, ne? In pol si, jaz pa malo meditiram, na ta način, ne? Definitivno je trend, In tako kot vsaka stvar. Je trend, ampak ni pa nujno samo zato, ker je trend, pa ker se določeni ljudje iz napačnih razlogov lotijo stvari, pa pol tudi ne vztraja, ker so samo pač zato, da naredijo 3 storije na Instagramu, pa gre pa dalje. Ne? To še ne pomeni, da sama stvar nima pozitivnih učinkov. Ne? Pa da mislim, to ne bi rekel, da nima. Se pravi, itak si povedal, to me zanima, ne? Od kdaj? Se pravi, praviš 1 let že to prakticiraš. V bistvu večkrat sem se že lotil, ampak pred kakim letom sem pa si naložil app od Sama Harrisa, ki ima en app Waking Up, ki je sicer plačljiv, ampak jaz sem bil en od prvih supporterjev appa in tako da sem ga dobil zastonj v nekem večjem paketu noter in je ful dobro. Tako najprej ima 50 dni uvodne meditacije, ki te v bistvu uči, kako se sploh meditira, se pravi vsak dan pač poslušaš pa meditiraš zraven, po 50 dneh imaš pa noter daily meditation in ti vsak dan, ko odpreš app, je noter nova meditacija in te on vodi skozi proces. Ne. To, pa imaš pa razna predavanja na to temo, pogovori z raznimi ljudmi, ker on je tako dost realist, pa ne zanima ga ta budistično-spiritualni element meditacije, ampak samo njene konkretne, merljive lastnosti, kako se pač da to meriti. In tako da ima pogovore tudi s kakimi guruji, pa to, kjer je on pač skeptik pol, v tistem pogovoru, jih preverja, koliko tega, kar oni govorijo, je res, koliko je pa samo odvečna navlaka, ki se pač skozi tisočletje nabrala v vseh teh raznih religijah. In koliko da si dejansko, ko mi zdaj mi povedal, da meditiraš? Ne vem, ni to nekaj takega, kot človek
pove, veš, ne za tega, kar prikrivaš, ampak ne pogovarjaš se o tem. Ja. To je tako, kot da bi ti rekel, veš kaj, jaz pa vsako jutro pa ti nekaj v zvezi s sekretom povem. Ne. Pač vse določene stvari so osebne. Ne. Zato jih pa razglabljava na podcastu. Seveda. Ampak se mi je zdelo tako, glede na to, kako se veliko pogovarjamo o tem delu, produktivnosti in teh stvareh, pa sinapsa je naslov, ne, podcasta, se mi zdi, da dejansko res meditacija pa še sem. Pa sploh, ker zame mogoče marsikdo si ne bi mislil, da meditiram. Ne. Pa moram reči, da mi je res zelo, zelo dobro. Kaj pa v bistvu poleg meditacije, pa tukaj zelo paše tam, če bi pogledal zapiske, ne? Se pravi, zdaj si se ti odločil, da ne boš več teh svojih slavnih tranzicij delal, pa se zanašal na zapiske. Ne, sem mi všeč. To je novi ti, ne. Ne, bom. Prvi, koliko jih je bilo že, čakaj, koliko se že reče, 12 je, kaj že to? Ducat. Prvi ducat podcastu je bil tak, zdaj naslednji ducat bo pa drugačen. Okay. Ne, pač sam čist. Druga točka. Trenutni navdih, ne, ni druga točka. To je. Aha, Martin. Aha. Ja, se pravi, moram pa jaz tebe vprašati. Ne, sem pa če hotel narediti prehod. No, kardej, prosim. Ne, bom jaz tebe vprašal, ne. A poleg meditacije tudi kako jogo izvajaš, ker dejansko to gre z roko v roki, bi rekel. Gre zelo z roko v roki, ja. Ne, trenutno ne. Sem jogo prakticiral v preteklosti. Zelo dobra stvar. Tudi če se jo resno lotiš, tudi zelo težavna. Mislim, ljudje mislijo, da joga je neko pretegovanje samo. V bistvu gre za, če je dober, pa pravilno izvajaš, gre za zelo težke pozicije. Tako da se tudi fest se raztelovadiš z jogo. Ampak ne, trenutno ne prakticiram iz več razlogov. En je čas, ki ga trenutno nimam veliko, pa drug je, nimam prostora dejansko, kjer bi jogo izvajal. Jasmina sicer na enem stanovanju, kdaj malo potelovati, pa jogo dela, pa tako, ampak jaz sem preprosto prevelik za tisti na en špajs. Mislim, ne rabiš tukaj placa, ka? 2x2 metra. Si kdaj bil pri najdvi? Ne, me nisi še povabil. Ja, vabljen. Ne, mislim, vse bi se dal, no, če bi res želel, ampak pač nimam trenutno tega na urniku. Ne, ker mi, ne, to, kar sem napisal zapiske, ja. Imamo pa zdaj v bistvu službeno, ne, super. Jogo, trenutno cirka 1 mesec, jaz sem bil na 2 seansah, ne vem, kako se temu reče. Kaj, za fitness bi tudi rekel seansa? Prosim? Za fitness? Ne. Ja. Hotel sem reči na treningih, sem ni trening, ne, glih. Oziroma... Ja, no. Kaj pa vem? Vadba. Tako, vadba. Ja, in sem pač točno tako, ko si opisal, ne, točno takšno mnenje sem imel od začetka o jogi. In zdaj sem, res sem sam 2-krat bil. Težko rečem, ne, a mi je všeč ali mi ni, ne. Bolj jaz to imam zdaj kot regeneracijski trening, ne, ker imam to ob četrtkih, ne, se pravi v fitness hodim ponedeljek, sreda, petek, ne, to imam pa ob četrtkih in pol to vzamem kot tak nek regeneracijski, kot raztegovalno zadevo, čeprav pa se kar orenk prešvicaš, ne. Imamo 1 uro in je kar težavno, no. Bi rekel, ni tak, sploh če imam en dan prej nek trening orenk za roke sploh, je kar težko, no, bi rekel. In zakaj sem pač mislil, da to spada pač po to tematiko meditacija tudi, zaradi tega, ker tudi mi na koncu pol una učiteljica pol reče, zdaj se pa uležite, ne, pa se umirite, pa sam dihite, osredotočite se na sebe, na tukaj in zdaj. In pač kao razmišljaj, kako miriš vsak del telesa ali prst. No, se pa meditiraš ti, ne? Ja, sej, glih, to sem hotel reči, da verjetno je to, ne? Ja, to je nič več od tega ni. Kako dolgo pa to delate, kako dolgo to traja? Ja, vse skupaj 1 uro, ta umiritev pa pol po moje, ne vem, 10 minut max, ne vem točno, ampak kar hočem povedati, da mi je pri celi jogi ta del najboljši. Ker me pol kar malo tako kurja polt, oziroma ne vem, kako bi rekel, naježi se mi koža, ko se umirim, pa tako pol čutim, kaj je malo bolj hladno, ne. Še rekla je, da, ohladiš se, ne, telo se ohladi, da ne si kao dekice prinesemo, da se pokrijemo.
na koncu, ne? In mi je bilo to na začetku tako smešno. Prinesel sem sicer deko, pokril se nisem, ker mi je pa glih kul, da me tako mal zmrazi. Ja, se način robe, če se mal ohladi človek. Tako da ja, ne. Jaz tudi očitno grem pač nekako v tej smeri. Pazi. Ne, ker jaz samo meditiram, ne? Ti pa jogo izvajaš in še meditiraš, ne? Tako da ti si v bistvu večji hipi kot jaz. Ne vem, če bi to tako rekel. Ne? Ja, ne. Jaz imam to za, kot sem rekel, regeneracijski trening. Seveda, ja. Pa bolj iz vidika neke druženja s sodelavci, ne? Se mi zdel kul. Prvo sem rekel, da ne bi, ne? Ampak pa sem rekel, sem team player, pa sem rekel, ajde, bom poprobil, ne. Si se požrtoval, ne, za skupino. Pa se pravi, sem pa tako nekako niham v mnenju, ali mi je kul, ali mi ni, ne. Škaj, jaz se čedalje bolj ukvarjam s tem, kako bi rekel, tako opažam, da so ene stvari zelo povezane s fiziologijo, ne. Precej bolj mogoče, kot sem včasih mislil. Včasih sem mislil, pač telo je samo prevozno sredstvo za moje možgane, ne. Ampak pa skozi leta, pa sploh, ko mal začneš se starati, ali če se lahko reče, ko si 30 plus, pač čutiš tudi, kako tvoje telo vpliva dejansko na te, na tvoje počutje, na tvoje misli, na tvoje možgane, ne? In kako v bistvu je to vse precej bolj povezan, kot bi mogoče mi, sodobni ljudje, radi mislili. Kot bi si želeli. Ja, recimo, če včasih, ne vem, jaz recimo ful opazim, če se čez dan postim, pa jem, ne vem, popoldne šele, imam ful bistre misli, ful sem poln energije, ali pa tudi, če čez dan jem, recimo, ampak da jem nekaj takega, ne vem, sadje, pa oreščke, kaj takega, sem čist drugačne volje, kot pa če recimo nek kruh pojem, ne. Kruh me takoj naredi takega ful, ampak ne, včasih je rekli, ja, pač te ogljikovi hidrati, tudi te poleni, ampak prav razpoloženje ti spremeni, prav drugačen človek si, drug človek si, če, vsaj za mene to govorim, no, pač me spremeni, no, in pol opažam, da na tiste dneve sem, recimo, če sem zjutraj nekaj pojedel, ali pa da sem, si nek sendvič vzel, ali pa karkoli, sem pol čez dan, cel dan v bistvu drugačne volje, kot bi bil. In pol, če še to poveže s tem, da si v bistvu precej bolj dojemljiv za to, kaj boš pojedel, če si, ne vem, prejšnji večer pil ali pa kaj takega, ne, da ti to vpliva po naslednji dan in pol naslednji dan vpliva še na naslednji dan in se to pa kar tak cikel se kar ponavlja, ne, in pol v bistvu ostajaš noter v enem moodu, ki sploh ne bi rabo biti, kako bi rekel. No ja, pač jaz sicer nisem opazil, da, mislim, na mene hrana vpliva na razpoloženje na drug način, ne. Na kak? Pač, če ni, ne, se veš, ne. Če si lačen. Ja, če sem lačen, sem slabe volje oziroma tečen, takrat sem tukaj in zdaj, v bistvu, ne. En kolega bi rekel, da glih sva bila na službeni poti, zdaj četrtek, petek, ne. Ja. Sem tako malo začel biti, kdaj, mislim, kak je že rekel, da, zdaj pa sam, nekaj sem zatečnaril, sem rekel, zdaj moramo pa nekaj busov prestopati, ne, kao lega nergač, ne, je rekel, si kot tak star foter, je rekel, zdaj pa sam še čakam, kdaj boš rekel, da si lačen, ne, pa že. Tako da, ko si to rekel tukaj in zdaj sem se prav na to situacijo spomnil. In ja, glede hrane, veš kaj, mislim, kdaj ratam slabe volje. Ker imam nekako, tako kot ti, sem si zamislil, kaj pač bom jedel v življenju, ne, kaj je tako osrednja stvar, ne, na kak način sem prehranjeval in kdaj se bom prehranjeval. In ko grem izven tega, ne, takrat sem pol slabe volje, ne, ker... Ampak si slabe volje zaradi tega, ker se ti je načrt porušil, ne zaradi hrane. Ja, tako, ampak načrt to hrani, ne.
Ja, razumem. Zato sem rekel, da na drug način vpliva. Se pravi, ampak recimo to, da pa kdaj poješ kako hrano, ki je teže prebavljiva, ali ješ ogljikove hidrate, ali ješ bolj beljakovine pa maščobe, to pa nič ne vpliva. Ne, vpliva, nisem tukaj, mislim, direktor razpoloženja. Ja, tako bom rekel, boljš se počutim, če jem manj ogljikovih hidratov. Oziroma, če ogljikove hidrate ne mešam z beljakovinami, se ful boljš počutim, zato sem zdaj že par let nazaj tako, mislim, rečemo v 80% izločil iz svoje prehrane pač kruh, krompir, pač jem pač veliko mesa, pa drugih, pa zelenjave. In pač opazim, če jem to kombinacijo, da se super počutim. Se ne morem tukaj najesti, kot če bi jedel, ne vem, mislim, na tak način, kot če bi jedel pico ali pa krompir pa meso. In če to kombinacija pač ni mi kul, se slabo počutim. Ne vem pa, verjetno sem pol tudi tečen, ampak ziher vpliva. Tako, se mi zdi, da ene stvari so take, da v bistvu dokler ne pokaže nekdo s prstom na njih, jih sploh ne opaziš, ne. Recimo, jaz sem zdaj pred kratkim prebral eno knjigo, ki sem jo noter v zapiskih napisal Why We Sleep, ki me je, mislim, vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, meditacija, hrana, pa to ni nič primerjavi s tem, kako me je ta knjiga v bistvu totalno pretresla, v bistvu, na pozitiven način, zato ker sem začel spreminjati svoje spalne navade, ampak na negativen pa v smislu, kako dolgo sem imel napačne spalne navade. Jaz dejansko, če pogledam nazaj čez svoje življenje, se mi zdi, da vsaj od nekje srednje šole, od enega prvega, drugega letnika dalje, stalno spim 6 ur ali manj. In v povprečju, ponavadi, razen za vikend, ko pač kao povlečeš, kao nadoknadiš, čez teden sem ponavadi spal tam nekje 5 ur pa pol, zelo pogosto pa tudi manj, tudi po 4 ure. In jaz sem to imel kot en tak dosežek mi to bil, ker če manj spiš, pa dlje časa čuješ, in si v bistvu na nek način na boljšem, ker imaš več časa v dnevu, to sem skozi mislil. In sem pa vedno zvečer sem pa še kak špil odigral, sem še 2-3 ure bil na kompu lahko in sem si mislil, drugače pa tega časa sploh ne bi imel. In pa berem to knjigo Why We Sleep, ki je spet veliko ljudi jo je omenilo, na Joe Rogan podcastu je imel tega gosta, sem sicer tega intervjuja nisem prej poslušal, sem pa šel naknadno, ampak slišal sem za to knjigo. In sem jo imel v Goodreads označeno za prebrati. In zdaj nekako tako berem eno fikcijo, pa zraven eno nefikcijo. In sem tako, kak mesec pa pol nazaj, sem se lotil te knjige in začne noter govoriti, ker to je pa drugače napisal en spalni znanstvenik o tem, kakšne so neizpodbitne ugotovitve na področju znanosti spanja, ki so jih odkrili v zadnjih 20, 30, 40 letih. Se pravi, vse razne stvari, ki so dejstva pravzaprav. In navaja noter na tisoče različnih raziskav, kjer so testirali različne variabile glede spanja in tako naprej. In je osnovna trditev noter v knjigi manj kot 8 ur spanja ti zelo drastično vpliva na tvoje, ne samo počutje, ampak na tvoje zdravje, da dejansko nivo koncentracije in dobrega počutja v dnevu se ti zmanjša, se pravi, se pravi, ko večina nas spi tam 6 ur, čez teden. Se pravi, ne 6 ur namesto 8, to je 25% manj. Se pravi, nisi za 25% manj skoncentriran, ampak bolj za 60% manj. Tako res ful zgubiš v tistih zadnjih 2 urah. Tisti zadnjih 2 uri, tisti globoki spanec, pa zadnje REM stanje ti ful data v bistvu. In za počutje, za imunski sistem, za
za spomin. In jaz recimo, ko sem začel brati o vplivih na spomin, ki ga ima pomanjkanje spanca, sem pač tudi rekel, ja, sem dejansko enkrat v srednji šoli sem začel slabo si zapomniti stvari. Jaz si določenih stvari se sploh ne spomnim, ker se jih drugi spomnijo. In sem pomislil, da najbrž je to res povezano s tem. Ne? Seveda, vem, da je vedno, ko bereš eno knjigo, ne, pa kar vse posod vidiš te stvari. Ne? Ampak tako res, recimo, ena taka zanimivost iz knjige, tudi to, ne, da je z Alzheimerjevim je neizpodbitno povezano pomanjkanje spanja, ampak ena taka zanimivost. Demenca, ne? Tudi. Ja, vsa stanja demence so zelo povezana s tem. Ja. Se pravi, ne samo korelacija, ampak kauzacija je dokazana. Ne? V glavnem, ena taka zanimivost, vsako leto vsi delamo ta eksperiment spanja, ko se ura prestavi naprej pa nazaj. Ne? Jeseni, ko se prestavi nazaj, v bistvu spimo 1 uro dlje, spomlad pa prestavimo naprej, spimo 1 uro manj. Ne? In World Health Organization ima statistične podatke o tem, da se na dan po tistem, ko se ura prestavi naprej, spomlad, ko spimo 1 uro manj, povečajo infarkti tako za 1/4 v primerjavi z povprečjem tistega obdobja. In isto takrat, ko spimo 1 uro dlje, se infarkti zmanjšajo. Ja, to sem pa slišal že. Tako, mislim, to me je tako, res. Zakaj se to ne učimo v šoli? Zakaj ni to? Mislim, pa ne na tak način, ne tako intenzivno. Tako intenzivno ne, ampak veš kaj je fora, ne? Kaj ti v šoli, ko si hodil v osnovno šolo, ne? Je učiteljica tvoje mami na govorilnih pa na roditeljskem rekla, otroci morajo dovolj spati, ne? In je zihar tebi doma tudi rekla, ne? Ker vem, mislim, meni je 100% in zdaj, ko imam Zalo v šoli, je isto. In kao, da naj bi otroci te pač do ne vem kjerga leta spali 11 do 12 ur na dan, ne? V šoli. Še pred tem, ne, ko se ti rodi otrok, ti tudi reče, da je spanje ful pomembno, da morajo čim več spati, ne? Se pravi, dojenček, ko se rodi, spi 16 ur na dan, vse skupaj, ne v kosu, ampak tako, ali pa še več, ne? Večino cajta spi od začetka, ker je to ful pomembno. Ja, ker je zelo pomemben del človeškega tako da, sistema. Ampak ja, bi jaz rekel, da vsi opozarjajo na to nekako, ampak mogoče ni alarma okoli tega, oziroma vsak si misli, se je dosti spanja, ne? In tudi iz tega vidika pač je pač pomembno, da gre pač otrok pravočasno spat, oziroma imam jaz zelo tako, imam svoje mnenje, ne? Ne bom direkt, ampak pač jaz sam želim pač, da gre otroci res zgodaj spat, ne? V smislu iz 2 razlogov. En je ta zdravstveni, ne? Oziroma, pa da imam jaz smer, ne? Tako da mi dva dajeva otroke spat ob 7. Zbujajo se pa ob 6 zjutraj, ne? Tako da to je glih 11 ur, ker smo tudi opazila, da pač ko smo jih samo 1 uro, pa že prej sva devala zgodaj glede na naše vrstnike starše, ne? Ki devajo ob 9 je normalno ali pa ob 10 je enim čisto normalno, kar meni je totalno ni. Sva ob 8 devala, ne? Oziroma pol 8 in sva videla, da Zala ful ne more, mislim, je čisto gotova, zjutraj se ne more zbuditi, Lili isto, no. Tako da smo 1 uro prej prestavili za vikende kdaj, ko je pa tako, da smo, ne vem, ful intenzivno odzuni, ne. Damo pa še prej, ne. Lahko so tudi že pol 7 ali pa ob 6. Ker vidiš, da rabi, ne. No, kar želim, v bistvu, kar sem še hotel drugega povedati, da mislim, da se o tem dosti govori, sam nekako pol čez leta to zanemariš, ne. Priješ na podobno mnenje oziroma zaključke, tako kot si ti prej povedal, ker jaz sem, tako lahko bi rekel, identično. In to prakticiral pač spanje 5 ur na dan, 4 do tako par mesecev nazaj. Ampak kar sem pač opazil, mislim, večinoma tako poprečju, recimo, da sem spal 6 ur. Ampak velikrat sem pa pol manj in tiste dneve, ko sem manj, sem že vnaprej vedel, da bom cel dan tečen. Oziroma, da bom če ne prej, se preguraš nek delovni dan, mogoče malo adrenalinčka, ne? Ampak pa sem bil zihar tečen zvečer, ne? Tako da, pa sem pa še to slišal, ne? O demenci,
Pa nekako sem tudi videl, da opazil sem na teh službenih potovanjih, ne, ko ful menjaš te časovne pasove, vsakič, ko pridem iz Vegasa, zbolim. Dobim virozo, to je bilo zdaj že 3-krat zapored. In verjetno prav zaradi tega pomanjkanja spanja, ne, pač eno je zaradi same poti, drugo je, ker je pač intenzivno tam na sejmu. In čist vedno mi pade odpornost in pol zbolim, dobim virozo in sem fuč pol tako. Se pobiram 3 tedne. Oziroma se mi je pol celo zgodilo enkrat, letos poleti sem 2-krat fasil, ne vem kako virozo, tudi ko smo šli na morje, ne. Ker sem prej malo spal, ne, in pol ko se sprostiš, se ponovadi je tako, ne. Ko se sprostiš, in bili smo 8 dni na morju, 3 dni sem imel vročino, 5 dni sem pa bil pač v posli, da nisem šel takoj ven, ker nisem hotel še podaljšati tega, ne. Tako da sem se jaz tudi začel tega zavedati, ne, sicer ne skozi knjigo, a si ti slučajno povedal tale naslov knjige? Ja, Why We Sleep, sem zdaj tudi preveril, obstaja tudi slovenski prevod na ki sem ga najdel, Zakaj spimo. Cool. To vsi preberite. Tole sem jaz tudi dol potegnil, ker me... Tako, mislim, ker jaz sem zdaj poprasku sam površine od tega, kaj v tej knjigi not pove. Recimo tudi to, kar se tiče prometnih nesreč, koliko prometnih nesreč je storjenih zaradi tega, ker pač je človek v kroničnem pomanjkanju spanja. Ne. Če si ti več dni zaporedoma spiš manj kot 6 ur na dan, ti telo preklopi en poseben mehanizem se v telesu sproži, ki ti vmes vklaplja take mikrospance, ki trajajo od desetinke sekunde do 1 sekunde. Ne. In ti lahko vmes, ko ti doživiš mikrospanec, čeprav imaš oči odprte in vse, ti ne reagiraš. Ne. In tudi isto statistični podatki o nesrečah po svetu, več nesreč je recimo povzročenih zaradi pomanjkanja spanca, kot pa zaradi alkohola, ne? Pa nimamo istih zakonov za spanje. Ne? Pa je napovedoval, na koncu knjige napoveduje, da razvije zdaj ene naprave, ki bo lahko tudi to dokazovali. Tako da bomo prišli v en drug čas, v katerem bo to precej bolj strogo, ne? Ker bo ti ladal policaj, tako ko ti da zapihati, ne? Ti bo zmeril, če si v kroničnem pomanjkanju spanja. Ne? Če bo kdaj zakone sprejeli glede tega, pa boš bil v pizdi, ne, če ti nisi spal dovolj. Se tovornjakari imajo že zdaj, ne, imajo tiste dolge ture, pa morajo vmes se ustavljati pa toliko časa. Čakaj, ti si celo knjigo zdaj prebral? Ali... Ja. Zdaj pa še pač tako osebno raziskuješ to področje. Ja, jaz sem takoj, ko sem začel to knjigo brati, mislim, da ko sem bil na 10%, sem rekel, ok, to moram drastično spremeniti in od takrat dalje se trudim. Sicer so dnevi, ko mi ne uspe, ampak se trudim spati 8 ur na dan, v povprečju minimalno spim vsaj 7 ur pa pol. Dnevi, ko spim manj, takoj opazim in je prav zanimivo. To je nekako tako, kot ko sem bil kadilec. Dokler si kadilec, misliš, da tisto stanje, v katerem si, ko si glih si en čik skadil in zdaj si pač poln, misliš, da je to kako bi rekel, eno tako stanje nule, da to je tvoje naravno stanje. A v bistvu, ko nehaš kaditi, pa nekaj časa ne kadiš, rečemo 1 mesec, opaziš, da si precej bolj miren v povprečju, kot si prej bil, tudi ko si skadil tisti čik, ker ti čiki v bistvu znižajo ta prag za živčnost, ful bolj živčen si kot oseben. Zato pa kadilci rečejo, rabim čik, da se pomirim. Ne zaradi tega, ker te čik res pomiri, ampak ker te čik te spravi v to živčno stanje, počas skozi razkrajanje tvojega nevrološkega sistema. V glavnem, isto je pri spanju, opažam zdaj, da sem, mislim, pa to se ni zgodilo po parih dneh 8-urnega spanja, ker to bi pa vsak vikend človek opazil. Ampak ko sem pa 1-2 tedna vztrajal na tem, da sem vsaj 7 ur pa pol dosegal, ful sem se bolj začel počutiti tako, zjutraj se lahko sedem za komp, pa začnem pisati, pa kar steče ven iz mene, določene stvari so se kar same od sebe začele reševati, ker so me prej pestile tako 1 leto. Tako da seveda je lahko to del placebo efekta, ampak mislim, da ni samo to, glede na to, kako
kako močna sprememba je, dvomim, da je samo placebo efekt. No. Predvsem glede na to, kaj je on v tej knjigi razlagal. Koliko časa zdaj že to si v bistvu spreminjaš to navado? Kak mesec pa pol? Mesec, nekaj takega. Ker jaz pa septembra, oziroma ne, poleti sem začel s tem. Dosti podobno. Se nismo sploh še pogovarjali o tem, ne? Ja, nisem hotel povedati. Ne, jaz sem pa vedel, da, mislim, tako čutil sem, da nekako, mislim, itak sem vedel, kako se počutim, ko sem zaspan, pa tečem, pa vedel sem, da je to premalo in sem rekel, da moram tudi isto nekaj na tem narediti. Sicer slišal sem, da je kao 8 ur ta zadeva, ampak jaz nimam zdaj na 8 ur, še razmišljam, kako to v bistvu narediti, ampak imam pa na 7, no, oziroma čisto konkretno, imam nekako rutino, ali kako bi temu rekel, da grem ob 10 spat, zbujam se pa pač ob 5 zaradi, pač ko imam zjutraj fitness, no. Tako da bi šel pa ob 9 spat, je pa res že malo zgodaj, oziroma včasih grem, glih takrat, kadar pa sem en dan prej šel malo kasneje spat, ne. Takrat grem pa ob 9 in pol spim isto do 5 in takrat se fantastično počutim. Ali pa za vikende, ne. Mislim, zato, ker sem vedel, oziroma sem na ta način rekel, ok, prehrano nekako sem si porihtal, ne, pač v smislu jem zdaj tako, da se dobro počutim in to je zdaj že par let. Potem lani sem rekel, ok, tudi za fizično aktivnost sem poskrbel, ne, imam zdaj že kar 1 leto stalno rutino 3-krat na teden, tako da je cool. Sem rekel, zdaj naslednja stvar, ko jo moram si porihtati, je pa spanje, ne. In sem na ta način začel, hkrati sem se pa tudi po svojem sodelavcu zgledoval, ker on je vedno, ne vem, tudi če smo bili na službenih poteh, pa tako, no, z izjemoma, kadar smo šli sicer žurat, no, je tudi isto šel 10 tip spat, ne, vedno, ne. In sem rekel, če gre on, zakaj ne bi še jaz šel, ne, ne pa da jaz pač pišem maile. Ja, en tak predsodek je, ne, se mi zdi, da še bolj pri tipih, no, tako da je en tak, kot da si neki manj, če greš zgodaj spat, razumeš, tako ena taka... Kot da si otrok, ne, smo to pobrali, mislim. Ja. Odkje smo to pobrali, mislim, res katastrofa. Ja, ne vem, ampak pa sem pa še slišal tudi za enega drugega tipa, ne, prek ene skupne prijateljice, da tudi on pa hodi ob 9, ne, pa še tako od ene parih, ne, da so rekli, ja, zgodaj hodim spat, zgodaj se zbujam, ne, to mi je pomembno in sem pač nekako me to spodbudil, da sem sam začel in, ok, ne vem, zdaj težko rečemo o procentih, ampak tako se kar držim tega, ne, od 10 do 5 zjutraj. Edin, kar sem pa opazil, da sem zdaj pol tudi za vikende, ne, sem zaspan. Grem tudi za vikende prej spat, oziroma če gledam film, ziher, no to sem že prej zaspal, ziher zaspim, ali pa zadnjico šla za Halloween zanjo žurat, ker so tam malih ni bilo doma. In sva bila tam na enem koncertu in niti še glavni band ni začel špilati, pa jaz tako, pa daj gremo spat domov. Ful sem bil zaspan, ne? Ker zaspan sem bil, mislim, da sem celo prejšnji večer nisem dosti spal, ampak tako, žurka je bila, dobene družbe ni bilo, sem rekel, napit se mi ga zdaj, ne vem, ne da se mi ga napit, ne bom, zakaj bi se ga zdaj napil, če več ni feelinga, samo zato, da se ga napil, ne, ura bila 10, pa sem rekel, pa daj gremo domov, ne, in potem sem prišel domov, sem šel kar spat, ona je šla še gledati en film, in ne vem, tako prav čudno. Se pravi, ona ne sodeluje v tem tvojem eksperimentu. To je, če se spomniš iz motivacijskega podcasta, ne, to je prejšnji, ne, sem jo nekako motiviral. Mislim, prejšnji, ki je že šel, ja. Ne, je šel. Je že šel. Motivacija je šel življenje. Vmes je še en, ne, ki še nimamo šel noc. V glavnem, ja, isto sem nekako pritiskal na njo, ne. To se rekli, najbolj važno je, da zdaj 14 dni zapored, da se res redno drživa, ne. Ker pa si tako navadiš, ne. In ja, ona se tudi, ampak malo manj kot jaz, no. Dost manj. Ampak nekako poskuša, no. Bo prišel z zamikom, tako kot vsaka stvar, za katero jo poskušam motivirati, ne. Z lepšimi besedami. Tako da ja, ne. Ja, zanimivo.
Zanimivo, da smo tako istočasno, ne, se tega nekako lotili. Ja, mislim, tako se mi zdi, da mogoče, veš, to nasplošno opažam tudi v družbi se ene stvari, ko en tak, ne, ta zeitgeist se tem reče, ne, pač duh enega časa, ne, določene stvari se pač spravijo v neko kolektivno zavest in potem prije do te točke, na kateri pač prije do preloma, ko začnejo ljudje drugače razmišljati. Tako je najbrž s tem spanjem, ker nikoli prej nisem toliko razmišljal o tem, kot mi ta knjiga daje za razmišljati. Če si pa veš tudi to rekel, da bo pač da celo spanje bolj vpliva kot alkohol, ne? Oziroma da se nekako v bistvu se bolj, mislim, spreminjamo se ta generacija, ne? Mi je pa mogoče še na to temo bilo zadnjič zanimivo, da gledam tako pač šport, ne? In je bilo glih kao Valentino Rossi in tip je že koliko 20 let je, ne? Na sceni. Tako da itak zdaj fura s ful mlajšimi, ne? Kaj je to, motorist? Ja, motorist, ne? Pač nekako tako obraz MotoGP, ne? Ampak zdaj bo počasi mogel iti, ampak ni to fora. V glavnem, toliko časa je že na sceni, ne, da je ful dal enih generacij čez, ne. Ful se dirkačev zamenjali, oni itak, ko so z njem začeli dirkati, itak več ne dirka in zdaj ful z enimi mulci, ne, in pa ga tako vpraša novinarka, da kaj je kaj drugačne, zdaj tekmovati, pa je rekel tako, ne, ja, zdaj so v bistvu ful drugačni, ne, te mladi dirkači, ne, da dejansko doben ne pije alkohola, doben ne kadi, vsi hodijo zgodaj spat, ne, kao, ne, da so čist kontra, ne, in drugačni, ko so bili, ja. In tako, očitno je to zdaj nekako, tako kot si rekel, ne, neka kolektivna zavest, da si nekako se zavedamo, da treba pač več na zdravju delati, ne, ker tudi sicer ne vem, to sem res mogoče malo, mislim, zelo subjektivno mnenje, ampak nimam občutka, ampak se mi zdi, da manj ljudi tudi kadi, ne, tako. Ja, vse to se že dolgo spreminja. Ja, itak, ja, dolgo se spreminja, ampak tako, da ful manj kadi, ko pa v bistvu, ne vem, v času naših staršev, ne. Jaz nikoli nisem razumel ljudi, ki vsake toliko časa zve za koga, ki začne kaditi tako v poznih 20 ali pa v 30 letih. Se tako vprašam, pa to začneš delati, ko si mulc, ko si neumen, ne, pa ko si odrasla oseba, ko, ne vem, ene par kolegov manj, ki so pozno začeli kaditi, pa si mislim, zakaj si se sploh podal v to, se veš, da gre samo za eno smotano odvisnost, ne. Ja, vse pa manjše to, ja, definitivno. In kaj so rekli, zakaj so začeli? Pač, ker jih je zanima, je bilo cool, kaj se, vse veš, kako je s čiki, pač. Zgleda cool, ko kadiš, ne, ampak to samo zato, ker so filmi to naredili, ne. Nič ni samo po sebi privlačnega na tem, da držiš eno palčko v roki, pa vlečeš, pa pol pihaš ven dim, ne. Slika teh starih frajerjev, ki kadijo, James Dean in tako naprej, je tista, ki je ustvarila to prepričanje, pač. Si cool, če kadiš. Po mojem je iz istega razloga, no? Čeprav razloge daje druge, ampak ok, se ni važno. Če vam je všeč najin podcast in najine debate, vas vabim, da mogoče na kak način prispevate. Da mogoče donirate kakšen majhen znesek, da bi si, ne vem, lahko privoščila kakšno boljšo snemalno opremo, boljše pogoje. Slabši snemalni pogoji drugače pomenijo tudi več dela v postprodukciji, kar je glavni problem, zakaj podcast izhaja tako poredko. Mogoče se je kdaj recimo zgodilo, da se je kak zanimiv del podcasta mogel izrezati samo zaradi kvalitete zvoka. No, vi lahko seveda pomagate pri tem. Kako? Tako, da greste na našo spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam je par različnih načinov, kako lahko donirate sredstva za izboljšanje tega podcasta, recimo s PayPal nakazilom ali pa s kriptovalutami. Vsekakor nikogar ne pričakuje v donacije, bova pa zagotovo vesela vsakega manjšega prispevka ali pa večjega, tako da če imate slučajno čas, voljo in sredstva, vas vabim, da greste na spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam poiščete način za donacijo, ki vam najbolj odgovarja.
se pravi synapsapodcast.com/podpora. Ok, zdaj pa nazaj k podcastu. Veš, kaj bi te tudi vprašal, a ti si pač ta meditacija pa to, ne, si rekel, da se ful bolj skoncentriraš. A to tudi zaradi tega, ker imaš, mislim, kakšne probleme z motivacijo pa to? Si tudi zaradi tega to začel delati? Ja, dejansko, mislim, ful sem imel težave, pa imam težave, kaj se vem, pač najbrž se je slišal v tistem podcastu, ko smo se pogovarjali o motivaciji, da sem se pač da sem bil v nekem konfliktu glede tega. Ja. Pač zelo dolgo sem recimo zdaj pisal en tekst, tako res predolg. 10 mesecev sem on and off pisal en tekst, ki je v bistvu bil kar precej zatežen. Ni mi pasal ga pisati zares, ker je vsebina ni mi sedla. No? Pa tako se mi zdi, da je malo tudi ven dajala točno tisto, kak sem se počutil. Ne? In potem sem mogel na eni točki pač odložiti ta projekt, reči, neč očitno ne bo nič iz tega, ker je pač ni dovolj kvaliteten tekst. In v tistem trenutku, ko sem odložil, pač ne čisto v tistem trenutku, zelo hiter sem dobil idejo za en drug tekst, ki ga zdaj pišem kot zmešan, že zadnje 2-3 tedne, gre za en filmski scenarij in sem ful padel notno v samo ustvarjanje. In zdaj imam 2 razlage za to. Ne? Eno je to, da sem par čist fizioloških sprememb pri sebi naredil v zadnjem času. Eno je to spanje, ki mi je drastično izboljšalo moje počutje. Drugo je, da se dokaj redno postim čez dan, tako da ta IF, ne, intermittent fasting izvajam. Sprav vsaj zajtrk preskočim pogosto, včasih pa tudi počakam dejansko do takrat, ko prijem iz pisarne, ne, pa do večerje. In to dvoje skupaj mi je ful tako povečal dobro počutje, kako bi rekel. Ampak res pa je, da sem že bil jaz na tem ringelšpilu večkrat in da vedno je isti ta ringelšpil in vedno imam to isto nihanje. Na eni strani imam eno tako skoraj neke sorte depresijo že, tako res brez kakve prave motivacije sem, ko mi se lotim stvari delati, delam minimalno, koliko rabim delati, sem se tudi prijem čez. In potem, ko to mine in nikoli ne znam sprožiti, da to mine, se pač enkrat zgodi, da mine, potem pa padem v eno ultra ustvarjalno obdobje. In ful ustvarjam takrat in tako naprej. In sem pred časom začel razmišljati, če imam mogoče neke sorte nežnejšo obliko bipolarne motnje. To je sicer star izraz, bipolarna motnja. Kako se že tem reče? Bipolarna je zdaj, včasih je bila pa manična depresija. Bipolarna se bolj cool sliši, ne, kot manična depresija. Ja, manična depresija ima po moje preveč negativnih konotacij. Mislim, da so pol to v DSM, kako se že reče, da so imajo kaj že petki, ki so to spremenili, ko imaš to klasifikacijo teh psiholoških obolenj pa to. V glavnem, bipolarna motnja sicer definitivno nimam, ker nimam take depresije, kot jo imajo manični depresivci in nimam manije, kot jo imajo manični depresivci. Res pa je, da zelo velikih ustvarjalcev, pa ne da sebe dajemo bog k velikim, ampak tako kot zanimivost, velik ustvarjalcev, umetnikov je pravzaprav ima neko vrsto bipolarne motnje. Recimo Stephen Fry, Robin Williams, ali Robbie Williams, definitivno. Mislim, da pa tudi, ne, Robin Williams ima pa neko drugo sorto depresije. V glavnem, samomor je. Ampak mislim, da ne zaradi depresivnosti, mislim, da ima neko bolezen, neko sorto demence, ali kaj že en se je pol odločil za... Kaj ni tako, mislim, ne samo umetniki, te pač neki znani ljudje, pač igralci, oziroma se mi zdi tako, bom kar Se igralci so umetniki. Prosim?
Igralci pravim, da so umetniki. No ja, pač ja, igralci oziroma še tako posebej, kakšni komiki, da to so najbolj depresivni ljudje. A ni? Ja, to je stereotip. Sicer imaš ljudi, ki niso nič depresivni, pač imaš logično, da nekdo, ki dosega ekstreme, ne, na kjeremkoli področju, se pravi oseba, ki jo zelo veliko ljudi pozna, je outlier, ne, nekdo, ki je ekstremen na tem področju. Če poznamo midva nekoga, ki živi v Ameriki, pol je dosegel ful velik, ne, da ga cel svet pozna. Ne. In logično, da ljudje, ki so ekstremisti, ki so na ekstremu, da so na nek način drugačni. Ne. Normalna stvar, da so pač dosegli ta nivo na svojem področju dela. Ne. Ta ekstremen nivo, ne vem, ali tuk ur več dela na dan, ali recimo stand-up komiki, da si pripravljen leta in leta hoditi iz kluba v klub, ne biti smešen, slišati prazne dvorane, nad smeha in piliti svojo umetnost, da na koncu pol si to, kar mi vidimo kot stand-up komike, ne, ki so vsi govorijo o zelo skromnih začetkih, potem, ko velikrat so mogli bombati, ne, da jim ni uspel pa tako. Tako da ja, itak, da so vsi malo čudni, ampak ne bi rekel, da so depresivni, nujno, da so pa samo, ne vem, ekstremisti, ne, na nekem področju. Ne. In ja, bipolarna motnja je definitivno vrsta tega ekstrema, ker imaš izredno depresivna stanja, ne, epizode, kjer se niti ne bi mogel stati iz posle, ne, zato pravim, da nisem jaz tega imel, ne. Niti stuširajo se ne po več dni, mogoče bi se ubili, ampak nimajo niti motivacije, da bi se ubili, ne. Razumeš, čisti ekstrem, ne jejo in tako dalje. Pa na drugi strani pa zapade v to totalno manijo, ne, kjer je pa tako, kot da bi bil nakokiran. Razumeš, laufa naokoli ideje, ima stalno kar 17 projektov naenkrat se loteva in tako dalje. Ne. In okej, jaz definitivno nimam tega, ampak opažam pa, da sem polaren, no, da imam polarizacijo. Na eni strani sem izredno kreativen, na drugi strani sem pa izredno prazen. Ne. Jaz sem večkrat tako rekel, sploh, če sem vedno, ko sem nek projekt najprej napisal, pa še postavil na oder, na tisti dan, ko je bila premiera, je bil en tak high, ne, ful se dobro počutiš, si se okoli tebe, končno so nekaj uspeli, pol pa igralci začnejo dejansko nastopati in so vsi navdušeni, ker nastopajo, te pa v bistvu pade ful dol, zato ker si se skuril, ker si vnašal tukaj energije noter in pol na koncu si, jaz sem tem vedno rekel, da sem praznena, praznina je pol tam. In to traja. In recimo ta tekst, ki sem ga zdaj pisal, je dejansko šel ravno v to smer. Praznina, o tem je govoril, o tem, kako si prazen, kako nimaš motivacije. In je bil depresiven, no. In pol, ko sem ga nehal pisati, začel pisati en drug tekst in sem imel 3 tedne pauze od tega teksta, tega prvega, te praznine. Pol enkrat na vožnji, ko sem se vozil nekaj v Posavje, na en sestanek, mene zadane ideja, v bistvu začnem razmišljati o teh prizorih, o teh 3 oseb, ki so v tekstu noter, ki so taki zateženi prizori, tako kregajo se ful pa tako, ne. Ampak jaz sem se pa začel smejati, ker so bile zanimive fore v bistvu. In sem pogruntil, da dejansko je to lahko komod komedija, samo predelati jo moram. Da v bistvu v tej praznini, po vsej tej zateženosti, je pravzaprav noter nekaj zelo smešnega. Sam moram pač nujno predelati ta tekst, ne? Ampak imam pa to zdaj, imam en tekst, ki me čaka, da ga bom enkrat, ko bom imel voljo, predelal v komedijo in bo po moje ful zanimivo. Tako, ampak ne moreš pa, in to me moti me to, ker nimaš pa, ne, jaz sem pač človek sistemov, ne, in jaz imam rad, ne vem, si dam v koledar noter, tole bom delal in da pol dejansko to dela, ne, pa da prijem v pisarno, pa vidim tisto, pa bulim v ekran, pa YouTube gledam, pa tako 3 ure, sem za tega, ker pač nimam motivacije, da bi nekaj naredil. In si ne moreš pol splanirati stvari, ne moreš imeti deadline, do takrat bom imel režijo, do takrat bom imel nastop in tako naprej, ne, ker si ti največji nepredvidljiv faktor v celotni enačbi. Kaj pa, če je to v bistvu, mislim, ok, ti hočeš zdaj to nekako popraviti, ne, ali pa spraviti pod neko kontrolo, ne, ampak verjetno tega ne moreš narediti, ne?
Ne. Jaz bi rekel, da to je nek naravni cikel vsega skupaj, ne? Ja, itak da je. Ne veš pa, da si v tem ciklu, dokaj ne priješ ven iz cikla. To je težava, ne? Mislim, to je tako kot recimo, ko sem prej govoril o spanju, ne? Da tukaj let nisem sploh razmišljal o tem, da je kaj narobe s tem, ker sem imel to kot naravno stanje. Moje je bilo, da sem spal po 6 ur. Se pravi, jaz sem bil zaspan, če sem spal 4 ure. Takrat sem čutil, da nisem na svojem normalnem stanju, ki je pri 6 urah spanja. Ne? In jaz sploh nisem vedel, kaj pomeni 3 tedne zaporedoma spati 8 ur. Kako bom pa vedel, da pač obstajaš neki boljši način. In isto je, ko si pač, ne vem... Pa dobro, pa tudi, veš, ko si mlajši, ne, sploh v puberteti, itak si našopan vsemi hormoni, pa tako, ne. Po moje, ful lažje se spopadaš pa z enimi stvarmi glih zaradi tega, ker ti celo telo te šopa, ne. Se tudi, če začneš v puberteti se športom ukvarjati, ne, pa gvihtati, boš se ful hitreje pa lažje razvil, kot pa zdaj, ne. Itak, ja, seveda. Iz istega razloga. Čeprav za najstnike je še bolj pomembno, da 8 ur spijo in to ful v tej knjigi ne odgovori. In koliko je fora, da se ti dejansko tvoj notrni, ta cirkadijski ritem, se ti pravzaprav prestavi za nekje uro do 2, na 2 ure kasneje nekje. In zato najstniki ne morejo iti zgodaj spat, ker dejansko niso zaspani, ker jim naravni bioritem se spremeni. In da zato je največja katastrofa to, da morajo srednješolci tudi hoditi zjutraj v šolo, zelo zgodaj, pa da imajo še celo predure. Dejansko bi bilo precej bolj pravilno, sicer pač pravijo v knjigi, da je težko, logistično, da razume zakaj, ampak da pravilno bi bilo, da bi 9 štartali šolo, ker grejo kasneje spati in se morajo kasneje zbuditi. In da to je en tak naravn sistem, ki je najbrž povezan s tem, da si, čisto če gledaš evolucijsko, je to faza, v kateri mora začeti mlad odrasel oziroma pozno otrok, pač tako je v puberteti, ko raziskuje, da mora imeti obdobje, ko ni pod nadzorom staršev in zatega, da malo probava. In zatega hodijo kasneje spat kot starši, 2 uri kasneje, zato da imaš ta 2 uri okna, ko lahko oni eksperimentirajo. In dejansko se res to v resnici dogaja v puberteti. Tako da tudi najstniki načeloma bi mogli veliko spati. Itak, ja. In si v bistvu še najbolj podhranjen. To se bi strinjal. Sam hočem reči, da mogoče oni manj opaziš, ko si najstnik, ker si tak nafilan. To pa itak, ja. Lažje greš čez stvari. Tudi to, da žuraš cel vikend od petka do nedelje skozi pijan, tudi ne opaziš tu, ko si najstnik, zato ker naslednji dan zjutraj si kunno. Ja, točno tako, ne? Znači se ti ne pozna alkohol naslednji dan. Medtem, ko pa enkrat priješ v pozna 20, ga naslednji dan čutiš, ko si pa enkrat 30, recimo jaz zdaj, za vikend smo imeli na fešto, sem se ga napil, kar konkretno sem se ga napil, bolj kot ponovadi, še danes čutim. Ja, danes zjutraj sem bil še vedno off. Ja, pa je že ponedeljek, 2 dni. Jaz sem imel pa še bolj ekstrem, Jaz sem pa znal tudi imeti do srede ali pa do četrt, če sem soboto ga šel feštat, mačka do cel teden, do srede četrtka. Ja, dejansko itak. Ampak sem pa zdaj nekaj drugega opazil, odkar se pa športam, pa temu ni tako več, ker pol, če v ponedeljek, grem soboto žuram, ponedeljek grem športat, dam tist ven, sicer je takrat malo težji trening, pa sem pa dober. Pa tudi metabolizem sem si s tem malo spremenil, se mi zdi, da tudi se me, ne da se me manj prime, da drugače presnavljam, tudi alkohol. Ja, verjamem. Jaz ful premal telovadim od septembra dalje, sem čist ven padel, dejansko zdaj sem šele začel nazaj spet malo. Tako da vsaj malo bodyweightam, pa da grem na kak sprehod, ampak nisem bil, recimo, plezal nisem že 2 meseca, recimo. Tako da, in moram si to nujno porihtati, to je naslednja točka, definitivno. Se pravi, imaš spet ta cikel, ko moraš nazaj, si zrihtal, pa moraš spet porihtati. Ja. Pa se jaz imam tudi take cikle, sem opazil pri sebi. Jaz pa bolj z vidika neke produktivnosti ali pa samozavesti, to so se že tudi tako offline pogovarjala,
In pa tudi tako sodelavcev, tako večkrat rečem, da se mi zdi, da sem včasih bil, v času Analyza, ful bolj odločen, ful več se rekel, ja, itak to vse nam bo ratalo, tako ful bolj pozitivno, čeprav je bilo v bistvu ful negotova prihodnost, ampak sem tako, ne vem, itak bo ratalo, to pač ne, smo kralji sveta, vse mi bo ratalo, ne glede na jutr in sem ful bil bolj odločen in tako, zdaj pa sem pa šele opazil, to je že kak let nazaj, ker prej sem skozi govoril, pa ta izgorelost, pa to, ne, to je bullshit, ne, to je spet za pusje, kak burnout, ne. Ampak res ga nisem imel v taki, ne vem, obliki, ok, zdaj sem pa zburnoutat, ne, zdaj sem pa čisto gotov, bom šel ležat, ne. Ampak sem skozi to, v bistvu, opazil, skozi to neodločnost, pa tako pomankanja idej, da sem verjetno zburnoutat, ne. Na nek način, ne. In sem tako, tudi v nekem, sploh lani, nekem tako navzdolj krivulji bil, no, zdaj pa počasi se mi zdi, sem nekako prišel na minimum, oziroma se nekako stabiliziral, ne bi mogel reči, da raste, ne, da grem nazaj, ampak nekako se sprašujem, kako dobiti nazaj tiste občutke, oziroma tisti zagon. In pa se sprašujem, ali je to bolj povezano z neko mladostjo, oziroma neizkušenostjo, ne toliko mladostjo, ker predtem sem dal te izkušnje čez, ne, sem bil pač bolj nahajpan pa tako, ali je to povezano s čim drugim, ne. Ne vem, zdaj ko sistematizacijo, dej si zapisuj nove ideje, dej to preber, dej uno, ampak nič od tega nisem prej počel, kar zdaj mislim, da bi mogel, da bi to popravil. Ne, zato se tako, ali sem depresiven, oziroma sem pa na ta način tudi razmišljal, ne, tako kot sem prej rekel, ok, porihtal sem si nekako hrano, da sem zadovoljen, da se dobro počutim, telovadbo, zdaj spanje, ne. Zdaj 4. točka je pa, kaj pa, če bi se dobil enega coacha še za glavo, ne, ker pač za fitness imam osebnega trenerja, mogoče bi si pa jaz tako dobil nekega psihologa ali coach, ne vem kak, fizioterapeuta, psihoterapeuta, da bi pa še to, veš, da bi začel trenirati še ta aspekt, ne. Tako da nisem še ful raziskoval v tej smeri. To se mi zdi, da je nasplošno ful premal je fokusa itak na to, en tabu je okoli tega, ker je kar kao, da če greš na nek pogovor ali pa nekaj, da to mora nekaj biti narobe s tabo, pa ni nujno, ne, daleč od tega. Jaz sem isto razmišljal. Ja. Pač tako, se mi zdi, da se ene stvari se mi kar ponavljajo v enem ciklu, stalno imam ista vprašanja, pa se mi zdi, da se je že veliko, če se recimo z ženo pogovarjam, že včasih kako stvar reče, pa reče na tak način, da takoj vidim pol, ne. Velikrat je to, ko se z nekom drugim pogovarjaš, ti to ful več da, kot če si sam v situaciji, ne. In ene stvari so pa sploh, ne vem, kak je pri tebi, ampak pri meni definitivno ene stvari so fucked up že od samega otroštva dalje in bi jih mogel na novo iz nule, po moje, postaviti. In to pa težko sam narediš, ne, rabiš nekoga druga, da ti pomaga pri tem. Tako da to se mi zdi zelo... Ne, pa rabiš neko eksterno motivacijo, ne, se tako, ko sva na prejšnjem podcastu govorila, jaz... itak. Oziroma predprejšnjem, zato pač, ker vem, da se mi ne da športati, si bom dobil trenerja, ne. In ful dobro funkcionira in sem zadovoljen. Ja, s tem, da tudi, mislim, ne samo, ker se ti ne da, tudi nekdo, ki je pač trener, ti bo bolje svetoval, kot bi sam naredil. Mogoče ti bo kakšne boljše programe, telovadbe predlagal ali pa tako. In isto je kako bi rekel, trenerju za možgane. Točno tako, mislim, jaz točno na tak način vidim. Nekdo, ki se spozna na tome. Verjetno bi se dal tudi diskutirati, a je kaj z mano narobe ali ni, ne? Mislim, moje mnenje je itak, da je vsemi nekaj narobe, ne? Ker mislim, tudi če si, ne vem, če si popoln starš, pa popolnega starša ni, ne, boš vedno nekaj naredil, da svoje otroke zajebeš. Ne? Tvoja naloga je samo, da zminimaliziraš škodo. Ne? Tako da itak vsi pridemo ven na nek način poškodovani. Ampak čisto iz tega, pač ne z vidika, da imam, ker zdaj imam pa ful probleme, pa sem depresiven, ampak rabim, pač tako razmišljam, rabim enega coacha za možgane. Ne? In bi isto hodil, to so malo dražji, ne?
Ali pa tudi ne, no, ampak bi tako, vsaj enkrat na teden, ne, sem razmišljal, to bi pač tako spet nekako rutinsko, enkrat na teden pa jaz možgane kovčam. Pa mogoče bomo v bližnji prihodnosti to naredili. Super, te zelo podpiram, pri tem pa poroči pol dalje na podcastu, kak ti gre. Do naslednjega verjetno še to ne bo, ampak ja, pač en čas se že spopadam s to mislijo. Hotel sem ti še sam to povedati na hiter, preden gremo na točko 3. Ker smo se veliko pogovarjali, ne, o teh financah, to pa mislim, da je bilo tudi 2 epizode nazaj, ali 3, se ne vem kdaj, smo se pogovarjali tudi o tem, da smo našla z Jasmino iz slovenskih bank, ne, da smo naredila diasporo na Revolut pa na 26. V glavnem, jaz sem skus uporabljal za beleženje financ Wallet, ne, en app pač od Budget Bakersa. Ti si skozi ta Tošl priporočil, ne, pa Wallet ni imel sinhronizacije za Revolut, ne. In sem jaz bil prisiljen, 2 meseca nazaj, ko sem pač rekel, 3 mesece že po moje zdaj, sem prešal tu na Tošl, ne. In sem bil pa na Tošlu in moram reči, da mi ni bil všeč program, tako ful mi je bil drugačen od Walleta, nisem se nikakor mogel navaditi na logiko zapisovanja, tudi recimo transferi so mi ful čudno narejeni, ki moraš dejansko ga označiti in kot income in kot outcome, ali mislim expense in income, če prenašaš iz enega accounta v druga. Ja, kako pa to narediš? Sam transfer narediš. Ja, klikneš transfer, pa ti ne konekta, na roke moraš to narediti. Ne, mislim, ne. No, mi boš pokazal, to ni važno. V glavnem, poanta ni v tem. Poanta je v tem, da, in to sem delal, zdaj 2 meseca sem aktivno beležil v Tošl. Pol sem pa nekako razmišljal, če imam zdaj itak vse na teh appih, ne, dejansko edino, kar nimam v appih noter, so gotovinsko plačevanje, kar smo pa itak ful zminimalizirala. Smo si tudi rekli, vsak ima 50 € na mesec za gotovino, tisto, kar ti pa ostane viška, pa lasi pač daš nek piggy bank ali pa nekaj, ne. In sem pa videl, da imam dejansko mogoče 3-4 različne stvari, ki bi jih rabo beležiti, in še to take, ki so zelo, ki ni, zdaj sem šel pa na kavo, pa sem kupil še fasingo, pa to, ampak ne vem, recimo, ko imamo en kupček, kamor pač daješ nekaj denarja na stran, moraš pač zabeležiti enkrat na mesec, da si dal tja, tukaj da veš, koliko je na kupčku, ne. In sem pa rekel, ne bom nobenega appa več sploh imel, in sem zdaj na čist preprosti Google spreadsheetu, v katerem noter imam to zabeleženo, in je to, in sem odrešen tega in moram ti povedati, da se tako dobro počutim glede tega, ko se že dobro. Razočaral si me, Rok. Zelo sem razočaran, že ko sem prebral noter v zapiskih, mislim v pripravi. Wallet Tošl, pa si mislil, zdaj sem na Tošlu in zdaj je to. Ne, napisal si, da, zakaj, čakaj, bom kar prebral. Na noben sistem. Ja. Sprememba iz Wallet sistema na Tošl sistem, na noben sistem. In to me je kar zabolelo. Na noben. No, v glavnem, ni noben sistem, je sistem, definitivno, ne, ampak je zelo enostaven. Pač. Vse, kar pač rabim beležiti za redne finance, kam gre cash, kje se ga zapravlja, pa to mi vse Revolut daje te podatke za tega, kaj je pač kartično plačevanje in ti pač napiše, kje si plačal in ti je vse jasno. Sploh, če si še malo te tege porihtaš. Si lahko tega porihtaš? Lahko si je. Pa reporte si lahko delaš, ne? Vsak mesec si lahko eksportaš ven. Pa načeloma, če sem čisto iskren, toliko fejst teh dodatnih funkcij, ki jih je Wallet imel ali pa ki jih ima Tošl, sploh nisem uporabljal. Dejansko jih nisem. Tako da je pa tako, ko ne vem, ko imaš nek, recimo, uporabljaš Word, ne, ki je izredno zahteven sistem, ful zahteven program, ne vem, kaj vse ti omogoča, a nota si pa sam pišeš seznam fasunge, ne, kaj v škupu v štacuni. Pač prevelik program je bil za to, kar dejansko potrebujem v resnici. Oprosti, Tine. Nimam besed. Vabim te,
da se mi pridružiš. Vabim te, da se mi pridružiš. Join the dark side. Šel boš na en tretji app, ne? Že vidim. Ne, na kriptovalutom šel. Ko bo enkrat to dovolj accepted, ne bom nič druga več uporabljal. Ker ne mislim dajati bankam niti centa. Tako da... Jaz bi pa po moje... Ne vem, kaj bi naredil, da bi nehali supportati Tošelj. Da se odloči zdaj pač Tošelj. Aha, da bi ti nehal plačevati jim za app. Ne, jaz jim plačujem za app in pa bi pa oni na eni točki se odločili, da bojo firmo zaprli. Aha, kaj bi ti naredil? Zmešali bi se mi. Ti bi ja. Ampak ti si imel včasih v Excelu, ne? Davno nazaj, si imel nek sistem, se spomnim. Ne, ti ni bilo to. Ti sem delal računovodski program za Anjo. Ja, za biznis. In kako se je to obneslo? Ok? Ja, vrhunsko. Fajn je bilo. Sem pa so prišli vse te cloud aplikacije, pa tako, ne, pa zakaj bi. Ti sem bolj naredil, da sem se naučil programirati, ker sem basic, ne, Visual Basic, pa te makroje not. Ampak kakorkoli, ne, jaz bi umrl, da to še nehajo supportati, ne. Ja, jaz pa ravno to zdaj hočem doseči, da bi rečemo v naslednjih 5 letih ne bil več odvisen od nobene od teh storitev. Ja, in pa rečeš, da pa uporabljaš app za meditacijo. Ja, ampak se meditiram lahko tudi brez appa. To me on samo uči, kako meditirati, ne. Se meditiram lahko brez česarkoli. Sem pač lažje je, če me on vodi. Ampak ja, itak, tudi to bi opustil slejko prej. Ampak ni to tukaj težava. Težava je v teh kurčevih podatkih, ki jih imajo oni. Meni je to ful na živce, res. Če dalje bolj mi gre to, da je pač to vse oni zastonj, za džabe dobijo, pa oni milijarde delajo s tem. Ne mi plačajo za moje podatke, pa jih imajo lahko. To, da sem odvisen od tega, če firma še funkcionira. Ne? Firma neha funkcionirati, nima več sebine. Ne? Prvič se mi je to zgodilo davnega leta, kaj sem 2009 ali 2008, kdaj je šel ta Google Reader je bil. RSS feed tracker je bil, kjer sem imel noter res razne bloge, pa tako fuj stvari sem spremljal in pa so enkrat javili, Google Reader bo čez 1 leto nehal delovati. Se te opozorijo, ne zgine ponovati stvari kar tako na hitro, ampak vseeno, mislim, do takrat sploh nisem razmišljal o tem, da itak imajo to oni, če so oni pač to shranjujejo na enem strežniku, pač več strežnikih normalno, ampak oni se odločijo, če bojo še imeli to storitev ali ne. Jaz nimam nobenega vpliva na to. Pa sem šel pred kakim 2 leti, sem začel pisati vse v Google Docs. Ne. Prav sem imel prav na kompu, imam gor fajle, kjer so noter in si moji scenariji in tako naprej. Ne. In pred kakim mesecem berem o tem, da je Google spremenil svoj Terms of Service, kjer lahko oni tebi zaklenejo račun, če oni ocenjujejo, da ti nisi, da si jim v škodo podjetju, finančno škodo. Ne? Recimo, če imaš kakšne adblockerje pa tako naprej, bi lahko to ocenili, da se jim pol ne splača tebi sploh nuditi storitev. Ne? Sicer, lahko pač plačaš Google, ne, za storitve. Zakaj bi jaz za vsako kurčevo stvar plačeval za eno stvar 5 €, za drugo 20 €, za tretjo 40 €, to se nabere na mesec. Ne. Sploh, če hočeš biti nekdo, ki je malo tako lean glede svojega osebnega življenja, pa ki itak nima veliko keša. Normalno, da hočeš zeliminirati te stroške. Ne. In sem začel pisati v enem programu, ki ga zelo priporočam vsem, ki se ukvarjate s pisanjem, ali pa tudi za programiranje je dober. WriteMonkey. Write kot WRITE, WriteMonkey. To je dejansko en Slovenc razvil app, pač program za na Windows, Linux pa na Mac, ki v bistvu piše v tem Markdown načinu, če poznaš Markdown. Ne, da je malo bolj razlož. Poznaš Markdown? Markdown je, recimo, če hočeš
označiti, da je nekaj odebeljeno. Ne? Una sintaksa. Imaš pa tiste dve zvezdice spredi, dve zvezdice zadnji. Zanimalo me, če prav mislim. Tem se reče, da je future proof, zato ker Markdown ni vezan na noben drug standard, ampak oni berejo pol iz Markdowna ven v svoje lastne standarde. Ne? Kar pomeni, da imaš pač lahko to v tekst fajlu shranjen. Zdaj imam vse svoje tekste počas prenašam v to. Seveda so še vedno na Google Drive, ne? Ampak so na mojem disku in v TXT obliki, ne pa na Google Drive fajlu, ki je samo na njihovih strežnikih, ki sploh ni lokalne kopije. Ne? Tako da to zdaj počasi se selim tja. In to bi rad vsemi strmi pravzaprav naredil, ker ni mi všeč, da kaj se jim, nekaj se zgodi in mi zablokirajo Google account, glavni smo vse storitve na to vezane. Recimo si pozabil geslo, pošli na mail, ne? In vedno je ta mail, ne? Isti. In po moje bom slejko prešel na svoj lasten mail šel. En web servis si bom plačal za 10 €, sem zato, da bom imel svoj mail. Meni je pa glih to fajn, da plačam nekaj, pa imam pač storitve. Se je fajn, ja. Zelo fajn. Dokler ni. Ne. Ampak njim je malo bolj fajn kot tebi. Verjetno, ja. Ker itak jih plačam. Ja. Plus podatki, ne, se vem. Ja. Sam ti jih plačaš samo zato, da imaš ti mail, recimo, pa prostor pa to, ampak oni več dobijo od tebe. Ne? Tudi od zastonjskega uporabnika veliko dobijo od tebe. Ne od tebe posameznika, ampak od tebe v agregatu z ostalimi. Ne? Ja, se to je ful govora zadnje čase o tem, tudi odbita dobita, sem to malo poslušal, pa tako, se vem, zadnje cajt je ful to prisotno, sam, ne vem. Ok, da gremo presekati, sam še za na konc me zanima, da vrnemo se back to the roots. Zdaj mogoče kom, ki ne pozna tega podcasta, moramo predstaviti koncept. Ne? Reče se, to je posebna rubrika, ki se ji reče ribja kost. Ne? Ribja kost je pravzaprav skoraj po naključju nastala, zato ker smo s Tinetom, ko smo snemali podcast, nekako odkril, da ima on zelo močno mnenje glede določenih stvari, tako močno, da ga kar malo razjezi, tako da Tine, prosim, ne začeti meditirati, ker pa ribja kost odpade. In sem pa rekel, mislim, da sem si jaz mislil ta izraz, se ne vem, kdo je rekel, pač kot da se ti kost ribja zatakne v grlu, je pa prišel iz tiste prve ribje kosti, ne, ki je dobesedno ribja kost. Ne. Tako, ja. Mislim, ja, po mojem si ti to zmislil, ja, pač iz ribjega fileja, ne. Je to tako, ja, točno. Ok, torej, že dolgo imamo v tematikah noter napisano ribja kost, javni WC. Zdaj pa mi prosim, ti ne razloži, kaj se tebi tako zatakne pri teh javnih WC-jih. To sem jaz napisal, ali kaj? Ja, jaz ziher ne. Veš kaj največja fora, da se ne spomnim, ne? Mogoče si se pa pomiril. A ti si mislil, da je to moja ribja kost? Ja, jaz sem mislil, da je tvoja zdaj. Ne. Javni WC, prav ne spomnim se zdajle. Ok, pomi pa tega ta druga, povej, ker si ga pa vidim, da zdaj na novo napisal. Vsa letališča bi morala biti mala. Ja, to je pa čistko, se ne vem, če je ribja kost, tudi, ne vem, če boš z mene ven dobil to jezo, ne? Ampak zdaj, ko... Ja, ker si zdaj itak spiš, pa tako in si bolj zen. Ne, nisem zen. Ne, v glavnem pač tako, ko potujem zdaj zadnje cajte, veliko zdaj nazadnje sem šel iz četrtka na petek, ne, prejšnji vikend. Ja, sem videl, da si nekaj letel. V glavnem, ful me moti, ne, ta velika letališča, ki ima skozi te procedure, ne. Check-in, pregled predlage, levo, desno, pa ajde na začetku še nekako razumeš, ne, ko greš na pot, ampak ker smo kle v eno smer mogli 3 avione zamenjati, ne, in pol na vsakem letališču to delaš, ne, in čez velika letališča pač ponavadi tako, ko rečeš, da imaš 1 uro layoverja, ne, da čakaš, kao koliko imaš full cajta, v bistvu ga nimaš, ne, ga je skoraj premal, ne, da priješ iz enega konca letališča, ker to je 1 ura, odkar si pristal, pa imaš nov v bistvu boarding. Itak, moraš še najprej sploh dol priti. Ja, ne, in pol mi gre pač na živce, da moraš pol še v mestu delati in smo tako na koncu, zdaj spet en avion skoraj zamudili, ne,
ker je bil kar ta security check kar vmes, tako, med prehodom iz enega aviona na drug, kar je totalen bullshit. Bolj pa sem mislil v tem smislu, da kadar sem pa na manjših letališčih in na enem takih manjših smo tudi štartala, ne, pač preletela pa za nazaj na Danskem, Aarhus, mi je bilo pa tako fajn, ker je bilo tako malo letališče, ful lepo urejeno, ampak bistveno je bila pač v majhnosti, ker tam pa res imaš vse lepo na kupu, ne, in ne rabiš biti tudi tukaj prej na letališču, ne, če je manjše letališče, ker hitreje gre pa sistem in tako, iz tega vidika, ne, sem to napisal, ne. Da, in pa sem jaz to izjavo, ne, sem rekel sodelavce, čist vsa letališča bi mogla biti majhna, ne vem, zakaj so taka huge letališča, mislim, vem, zakaj so, ampak ful lažje nam bi bilo, če bi bila vsa letališča manjša, ne, ker pol ne bi rabo prideti 2 ure prej, ne, ker na večjih, ker je gužva, moraš 2 ure prej prideti na letališče, tudi pol iščeš najbolj gate in tako naprej, ne. Zakaj se smejiš? Smejim se, ko sem prebral ta tretja točka. Zakaj je toliko conferencing appov? Dogovorimo se o enem in basta. Ja, to sem pa zdaj dobil ideja, ne, ker si mi ta raj oddal, ne, ker tudi, mislim, to mi pa res ni jasen, ne, pač vsakič gremo na drugega, sem jaz tudi tako tehnološko, mi je všeč nove stvari sprobavati, ampak jaz imam pač za svoje stranke, ne, pač za vsako stranko imam skoraj drug fucking app, človek, ne. In pa so še tako, da eni so tukaj zabiti, da ne znajo uporabljati enega ali pa drugega, ne? Pač Google Hangouts... Sem tu tvoje stranke poslušajo ta podcast. Prosim, kdo? Tvoje stranke poslušajo ta podcast. Ne, so v tujini, ne razumejo. Aha, ne razumejo. Se pravi, dokler ne bomo začela najemati podjemnikov od najemnikov, ki bojo prevajali, ne? Ja, smo alles good. In pol tako veš, recimo Google koledar, ne, ma ful fajn, ne, tam izbereš, ne, conferencing in to je to, ne, in pač eni ne znajo uporabljati, hoče biti na Skypeu, in pa uporabljam, le bom prav pogledal. In mi gre že prav na živce, ne, imam pol tu kanalov za komunikacijo. V glavnem, okej. Ja, se pravi Slack, kaj pa še? Ja, se pravi Slack je interno, pol Messenger, tako, kdaj pa kdaj, full WhatsApp, Skype, pol za Ruse imam Telegram, ne, pol FaceTime uporabljam, pač kadar pač se mi ne oglasijo na drugih kanalih, pa da imajo iPhone, pol imam za Kitajce WeChat, pol imam Whereby, pol itak Meet, Google Meet, zdaj sem si še ta Google Duo dol ruknil, v glavnem katastrofa, ne? Pol mi pa prideš ti še s tem. Dej si predstavljali, da bi bilo tako z e-mailom, ne? Ker e-mail je en, ne? Pač ti imaš sicer več ponudnikov, ampak e-mail je en, ne rabiš enem na e-mail, pošiljati drugem na m-mail, tretjem na z-mail, vsi so pač isti algoritem, isti ta osnovni jezike, znotraj katerega pač komuniciraš, ne? Osnovni standard je e-mail, ne? To je samo zaradi tega, ker ko so ustvarjali internet, so na začetku hoteli standardizirati stvari. In največja katastrofa je, kadar ne ustvarja standardov. Zato pa, ko hodiš po svetu, moraš imeti 15 različnih priključkov. Samo zato tega, ker se nisem mogel zmeniti, katera voltaža je boljša. Ja, ja. Mislim, in to gre tudi meni ful na živce, ja. In tudi to s temi appi. Jaz sem tega rajeta sprobal samo zato tega, ker me zanima, če je dober ta, ker na Skypeu vse šumi, ne? Hangouts nam je zadnjič nekaj štekal, pa ker me zanima zaradi našega društva, ki bi rabo imeti en tak, kot je Slack, ampak da je zastonjski, Riot je zastonjski, Slack pa ni, ne. Ima te razne omejitve, določenih stvari ne moreš zastojno uporabljati. Zato iščem nek alternativ. Ne, pa se v končni fazi, mislim, se ni nič tukaj narobe, ne, ampak bolj je problem, ko imaš pol tukaj razpršeno, pol več, pa itak mail, ne, mail, in pa ti piše po vseh, z enim imam na 4 kanalih se pogovarjam z njimi, z istim človekom. In pol več ne vem, a mu ne odgovorim ali ne, ali veš. Se ne strinjam s tabo, ko rečeš nič ni narobe. Je, ful je narobe. To ni delujoč sistem. Če imaš ti več različnih, to je tako, kot če bi, recimo, ne vem, mogel imeti 7 različnih telefonov, zato ker ne veš,
iz katerega telefona te bo nekdo poklical in bi mogel biti na vseh dosegljiv. Ne, pa se... Ajde, se strinjam, ja, pač, ampak ne, hočem reči, nič ni narobe z tega vidika, ne, ker kao free internet, dajmo si delati servise, pa se podpiram, ampak mislim, komu to koristi, ne, po mi en reče, dej si downloadi Zoom, ne, si mora ti downloadati, pol ta, ja, tega, še to sem pozabil, ja, tega, pol ni več v redu Skype, moram Skype for business, pol imaš Uber konferenco, veš, da imaš Uber konferenco s čok? Ne, nisem vedel. Stari, veš, vse božje matere, ne moramo uporabljati fucking Hangouts ali pa lahko WhatsApp, sem vse, ne? In pol spostavim kar neke nove aplikacije, nove servise, mislim, kar vsak dan je druga jebote. Ja, zato jaz nič od tega ne uporabljam. Mislim, vem, ti rabiš za službenih namenov, ampak jaz sem recimo si skrčil moja komunikacija sam na Messenger pa e-mail, pa SMS. Ja, ne, ampak fora tem, ne da jaz... Pa še tam, paziti ne, še tam jaz te pošljem vabilo in ker nisi imel MMS vklopljenega, nisi vabila videl. Evo, vidiš. Še tam standard ni v bistvu standardiziran, še pri SMS. Jaz pa ne pa če, ko si rekel, da rabiš, ne da rabim. On mi reče, ne, klele se bomo dobili, pa jaz rečem, ker se ne moremo na Hangoutsih. Ja, ne znam jih uporabljati. Ja, join pritisnem, fucking zeleno tipko jebote. Kaj je tukaj težko? Ne razumem. No, vidiš, da smo najdli eno ribjo kost. Ja, lej, pač. To je osnovni problem v tem, da ni standarda vzpostavljenega, definitivno. Mogo bi pa biti. In zato je tudi težava s tem, da smo vsi na Facebooku, ne. Ker ne moramo iti dol z Facebooka, ker ni drugega Facebooka, ne. Rabo biti open source standard za socialno omrežje, potem bi imel pa ponudnike, ki bi ti pol ponujali različne rešitve, podatki bili pa tvoji, ne, razumeš? Ja. Ne pod Facebook. No, sam imaš pa pol še Instagram, pa ti pa folk še prek Instagrama piše in pol, mislim, sfuka se ti. Prvo moraš razmisliti jutri, kjer vse kanale moram pogledati, če mi kdo kam pisal, ker pa nočem, mislim, glih na teh, kao službenih sem imel vklopljene notification, ne, da bom slišal, ampak zdaj pa tega tukaj, da si vse notification sklopil, ker vam... Si boš ali si? Si bom, mislim, Slack imam itak izklopljen pa mail. Ker to bi pol mi sam zvonil cel cajt. In to mene ful moti. Pač WhatsApp sem pa imel pač vklopljenega, ker sem vedel, to je pač za službeno sam, ne, če me bo kdaj, ampak je zdaj tukaj tako imam enega... Zakaj pa nimaš dveh telefonov? Ti bi bilo pa še slabš. Ja, se tega, da popoldne ne rabiš, ali ti popoldne nikoli ne piska službeno? Mi, ampak se pravim, imam na... Ja, ker ni to groza, da ti... Aha, daš ga na tihtek. Ja, Ne, edino kar moram zdaj, ker se drugi ni take panike, je WhatsApp. Ker WhatsApp je pa že katastrofa, ne? Ker imam skoraj vse noter v WhatsAppu. In, ne. Ja, jaz ne zastopam ljudi, ki nimajo urejenih notificationov drugače. Recimo en moj kolega, njem skozi neki piska. Mislim, kako se ti to ne zmeša, pa ni službeno, razumeš? Ja. V privatnem življenju pač, ali si piše za nobejbo, ali ima en kolega nekaj piše, ali se mu je app posodobil, ali je dobil nek mail in mu skozi neki ping, pom, skozi neki piska. Mislim, kako si lahko pol sfokusira na kjerkoli stvar, če te skozi na vse razne konce vleče. Ne moreš biti. In to imam jaz že dolgo spremenjen. Tu sem pol tudi enkrat Jasmina sem prepričal, dej probi en teden, smo mali sklopljali večino teh notifikationov in je bilo takoj boljše. Ja, mene tudi to iritira. Ne, jaz sem tu za nalaš izklopljeno vse. Sploh pa mislim, Slack, ne, službeni, pa mail, zmešali bi se mi. Pač. Zdaj imam raje tako, da grem pa čez pogledat, ko želim, ne. Ja, vse. Se ne bo več se svet podaril iz danes na jutro. Jaz sem recimo za mail, imam narejeno, da vsako jutro, ko pridem v pisarno, pač ko delam ta daily GTD, takrat pač pregledam vse maile, na 3 različne maile moram dejansko pogledati, ostale, kjer rabim videti, imam vse v osnovni mail connectane, da ga osnovni mail dobim. Pol odgovorim na stvari, če moram kaj čez dan narediti, pa si dam noter v projekte, pa pol še parkrat čez dan sem tukaj preverim, če kaj nujnega za odgovoriti. Nimam to skozi, da bi imel jaz to skozi odprto ali pa kaj, ko imajo eni. Ja. No, zdaj, ko sem te razjezil, bo šel malo pojogati pa pomeditirati, ne?
pa na sestanek, kako že imaš. Ok, bo še kaj dodal za na konc, kako zaključno misel, kaj za poslušalce, za domače? Ja, pejte spat. Pejte spat. Poslušali ste podcast Synapsa. Če vam je bila epizoda všeč, naj lahko podprete z donacijo preko PayPala ali kriptovalut. Predvsem pa ne pozabite deliti epizode naprej. Najdete naj na Facebooku, YouTubeu, iTunesih ali pa na spletni strani synapsapodcast.com. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Channel Blocker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek.